Pozdravljena Barbara Sterle-Vurnik in Dejan Sluga, kustosa pregledne razstave Stane Jagodič, Nemirno oko, ki je na ogled v Mestni galeriji Ljubljana. Dober dan. Živijo, dober dan. Na njej ste se posvetili skoraj izključno njegovim delom na papirju, kot so fotografije, fotokolaži, grafike in risbe. Ustvarjal je sicer tudi razne skulpture in asemblaže. Pa bi začel z razmišljanjem, ki se mi vedno znova javi, ko se spomnim na Staneta Jagodiča. Namreč, če izhajam iz nekaj primerov, recimo satirične fotografske kompozicije, rentgenski kolaži, kjer sta recimo kot simbol večnosti v sobivanje postavljena podoba človeškega skeleta in egipčanskega božanstva, pa digitalni konstruktivizem, ko sestavne dele elektronskih naprav spaja z raznimi vsakdanjimi predmeti, kot je kipec Jezusa namesto na križu na računalniškem vezju, plastična lutka, igračka, ki jo na primer položi na ramo Miloške Venere. Mislim, tovrstna umetnost je še danes za marsikoga nerazumljiva. In potem je tu spoznanje, da je Stane Jagodič vse to počel že 40 letja ali več, pol stoletja nazaj. Torej, kako inovativen je bil že zdavnaj. Res mu pripadajo te oznake, umetniki iz prihodnosti, brezčasni umetniki in podobno. Ja, že če pogledamo na primer njegove filigranske risbe, kako je on v bistvu te svoje teme, ki jih je naslavljal, militarizem, ekologija, gospodarstvo, politika, narava, kako je on to udejanjal v svojih risbah skozi zelo filigransko potezo in kako je gradil na podlagi repeticije, ponavljanja nekih elementov, ki so ga fascinirali in kako je to natančno narejeno, bi danes, ko daleč pogledamo, lahko rekli, da je to pravzaprav ni ročno delo, ampak računalniška grafika. Konec konca se moramo zavedati, da je on to počel v času, ko je Edvard Zajc naredil prve računalniške grafike. To se je meni zdelo v bistvu ful fascinantno. Tudi ko pogledaš, kako je on delal tudi svoje zgodnja dela na srednji šoli za oblikovanje, kjer je gradil iz enih takih majhnih fragmentov, v bistvu zelo take artistične oziroma geometrične, rečemo bolj geometrične strukture in tam tudi to repeticijo uporabljal. Tisto, kar je tudi zelo zanimivo, ker se je že v rentgenih pokazalo, ampak tudi v polju grafike, recimo, je mnoga fascinacija nad prihodnostjo, nad kozmosom, fascinacija nad nekimi ekranskimi barvami. Takrat, v tistem času, ko je on te grafike delal, mi še nismo imeli tega ekranskega slikarstva oziroma slikarstva, kjer se v bistvu umetniki ukvarjajo z ekransko podobo, z zaslonom, z računalniki. Te računalniki in ti objekti, ki ste jih omenili, so v bistvu samo, rečemo, rezultat vsega tega, kar je prej raziskoval. In najbolj pomembna dela so takrat nastala. Umetnik je v bistvu bil dejansko to, kar sva zdaj ugotovila, najbolj ploden v 70-ih, 80-ih letih, to je res najmočnejše in to do zdaj ni bilo izpostavljeno in s tem v bistvu dodajamo tisto vrednost oziroma ga želimo osvetliti tisto, kar je pomembno v tem smislu. Drugače on je zelo lepo zapisal v svoji knjigi Orbis Artis, kjer popisuje svoje otroštvo, življenje na Brecljevem, in je na podlagi tega v bistvu zrenja v nebo njegovih izkušenj, ko je vstopil v cerkev Svetega Roka v domači vasi, tisti svetloba noter, cerkvena in tako naprej. Njegov oče je bil tudi fotograf. Ta navdušenost nad svetlobo, to je zelo pomembno, zaradi tega, ker je, ko je gradil in se igral s temi svojimi objekti, in ko je nastala ta srebrna vertikala, če gremo zdaj iz del na papirju mačke ven, ker so vsem skušala, da ni preveč dolgočasna razstava in da ima nekaj prostora, da mu damo nekaj prostora, pa smo umestili srebrno vertikalo, to je vertikala, kjer so spodaj noge, posrebrene noge, model nog in potem se plasti kruh do vrha gor in to je tak stolp v železnih kletkah, kot ujeta dimenzija. In ko je on nek prototip te srebrne vertikale naredil v domači vasi, je rekel, da je v mesečini, zdaj ne znam ravno citirati, ampak ga opazoval je, kako v mesečini zvečer v naravi izgleda ta srebrna vertikala, kot da bi nek neznani vesoljski predmet, neka ladja se spustila na zemljo. Ta njegova navdušenost, otroška radovednost, to je tisto, kar je pri njemu ga peljalo potem zelo v resne razmisleke naprej. In res sva izhodišče imela dela na papirju, ampak dinamika postavljanja razstave pripeljala do tega, da sva se mogla razširiti konec koncev tudi X-ray art, rentgeni, da imamo performance, ki je v bistvu dokumentarno gradivo vezano na prostor in čas nekje desetletja nazaj.
In konec koncev smo tudi izbrali določene objekte, asemblaže, ki v bistvu utelešajo njegovo misel in zaokrožajo celo razstavo, in v bistvu sva na koncu dejansko želela ustvariti neko kompleksno celoto, ki presega dela na papirju. Gre pa zdajle tudi v tisk katalog, knjiga, razstavni katalog razstave, kjer bomo sledili zgodbi postavitve z besedili mene, Dejana Sluge in dr. Leva Menaše, ki ga je v bistvu najdlje spremlja in je največji poznavalec njegove umetnosti. Dejan Sluga, pri njegovi fotografiji, fotokolažu in podobno se pojavi en paradoks. Bil je po eni strani najmanj opažen del njegove umetnosti, a hkrati, kot pravite, morda celo najpomembnejši. Mislim, on se dotika abstraktne fotografije oziroma abstrahirane fotografije, ustvarja celo potem neke odvode fotografije, ki jim pravi spreogram, ki spominjajo pravzaprav na fotogram. Se pravi, on o fotografiji razmišlja, je procesualen in tako dalje. Jaz bi tu navezal na to, kar je rekla Barbara, da dejansko v samem temelju, v osnovi njegovega stvarjanja je ta otroška radovednost in neka silna ustvarjalna eksplozivnost, ki na trenutke prav prehaja v neko hiperprodukcijo. Včasih, ko gledaš letnice del in si poskušaš predstavljati, kako in kdaj so ta dela nastajala, vidiš, da je to šlo praktično vsak dan. Produkcija Stanetovih del je bila izjemna, tako po obsegu, kot tudi po raznovrstnosti. On se je loteval vseh mogočih segmentov, zvrsti, tehnik in tako naprej. Je z tega vidika ta heterogenost, ki je za marsikoga tudi, treba reči, sporna v njegovem delu, je zanj nekaj logičnega, ker seveda je treba najprej videti človeka, torej to osebnost, ki stoji za tem ustvarjalcem. To je, še enkrat, da ponovim, nek izjemno ustvarjalen, radoveden človek, ki je želel vse v tistem prvem času poskusiti vse mogoče. Danes recimo s pogledom za nazaj lahko določena obdobja in pa določene segmente njegovega dela uvrščamo v neka gibanja, v neke sklope. Lahko rečemo, da se, z sekvenčno fotografijo približa celo, takrat zelo popularnemu minimalizmu. Lahko vidimo v njegovih delih, mogoče v X-ray artu, neke začetke postmodernizma in tako naprej. Če govorimo posebej o fotografiji oziroma o njegovem ustvarjanju na področju fotografije, bi ponovno uporabil ta izraz, ki je začel nekje se uveljavljati v 80-ih letih za umetnike, ki niso bili v osnovi fotografi. To so umetniki, ki uporabljajo fotografijo. Stane je bil tak tipičen, jaz bi rekel celo prvi in mogoče ostaja tudi najpomembnejši umetnik v slovenski umetnosti. Umetnik, ki je uporabljal fotografijo in uporabljal jo je dejansko na izjemno izviren, eksperimentalen, neoavantgarden, postmodernističen in ne vem, katere izraze vse bi še lahko uporabil, ker je tudi ta njegova ustvarjalnost v segmentu fotografije v nekem relativno kratkem obdobju 10-15 let, da ponovimo, to res plodno obdobje je tam konec 60-ih, 70-ih, začetek 80-ih. To je ponovno neka eksplozija ustvarjalnosti in gre kot neka točka singularnosti, če uporabimo neke kozmološke pojme, in gre iz te točke singularnosti v vse mogoče smeri. Tako da je zato ta njegova fotografija, ki pa nastaja ne v kontekstu nekega obstoječega miljeja, kjer se, kot je to bil običaj, recimo vsaj na Zahodu, ali pa tudi v tradicionalno bogatih kulturnih okoljih, fotografsko razvitih, neke Prage, Budimpešte, Varšave, kjer so kljub socializmu, torej nekemu režimu, ki ni bil naklonjen vsem zvrstem umetnosti, so takrat delovali umetniki, ki so podobni Stanetu, ampak on za njih ni vedel. Stane je torej nek tak zelo individualen primer. Preden se dotaknemo
res tega, kako je bil medij zanj samo neka pot, nek prehod, recimo prav te X-ray, rentgenski kolaži, s katerimi dejansko simbolično pogleda v notranjost, ga lahko še osebnostno malo opredelimo, ker vsaj meni je od nekdaj ena taka magična, mistična osebnost Stane Jagodič, že njegova podoba je nekako mistična, skrivnostna. Kot ste vi dejali, enkrat Barbara Sterle Vurnik, vas ni prav nič kaj dosti navdušila njegova umetnost, bolj vas je zmrazila, prestrašila v vaših študentskih letih? Ja, to je res. Jaz se spomnim, da me je v bistvu ziritiralo naravnost to, kako on z ostrino brez dlake in jezika zelo naravnost skozi svoje angažirane risbe, rečemo temu, z zelo malo sredstvi, minimalno in z udarnim naslovom direkt zareže z ostrino britvice, kot z eno puščico, kjer pri njegovih delih, ko pogledaš ti umetniško delo ali pa z naslovom skupaj, ne rabiš več veliko razlage. Mislim, da so dela na nek način, zelo je na meji, da bi nekdo rekel, da je preprost in dobeseden, ampak ravno prav čas se ustavi, da ni dobesedno, da ni banalno in da pusti prostor za neizrečeno. In to se mi zdi zelo pomembno. V smislu, tako kot je on podajal stvari, so se mi zdele strašljive, v tistih časih, takrat, ko sem jaz to gledala. Mene ni navdušilo, meni so bile stvari v bistvu na nek način, če odmislimo tiste njegova dela, ki so poetična, ker vemo, da on skozi se preigrava meje med poetičnim in brutalnim realizmom. In ta njegov brutalen realizem, meni ne bi si jaz njegovih stvari nikoli, tistih, ki so res ostre, seveda, ne bi bivala med njimi, mi pa dajo zelo misliti. In se ti odpre ogromen vprašanj. In umetnost itak ni zato, da bi bila lepa, čeprav lahko tudi je, ne? Ampak ta humor, ki ne zabava, ampak v bistvu razmišlja, je tisti, ki je v bistvu ključen pri njemu. Je pa zanimivo, ker recimo, če primerjamo njegove risbe, kjer je v bistvu ogromno neke teže in potem kot ena katarza so pa njegove grafike, lahko rečemo, bolj grafična umetnost, ne grafični listi, ker v času, ko je on te grafike delal, v času ljubljanske grafične šole, se mi zdi, da on ni sledil temu, niti ne Kržišnikovi smeri in tako naprej. Ni sledil temu in tudi grafike ni imel, vsaj jaz ocenjujem tako, pa po moje tudi se Dejan strinja, kot so se pogovarjala. Grafika ni bila končen artefakt, kot končen grafični list, ki je bil po principu ljubljanske grafične šole, recimo, mora biti vse pripeljano do perfekcije. On je šel onkraj tega, to je bil konec nekega mrtvega, fiksnega objekta. To je bil sam faza v njegovem procesu razmišljanja. To je bil zelo konceptualne, se mi zdijo, v smislu, da je procesualnost pomembna. Kaj se zgodi, on je rekel, kaj se zgodi, ko on naredi sprejgram, ko pošprica z sprejem po principu fotograma in doseže fotografski učinek z preprostim barvnim sprejem, da nam žarijo ekrani, kot neon, kot da so nastale danes. To je ta, kar njega, tudi po nekih definicijah konceptualne umetnosti, pa če gledamo recimo njegove performance, Dobrodošli v Piper klub in tako to, kar je delal na slovenski nekdaj Titovi cesti. To ga vse kot konceptualista. Skratka, nekako sva bila prišla do tega, da on je itak se poigrava z avantgardami, neoavantgardne tokove sledi, na koncu je pa še konceptualist, pa brutalni realist, oziroma na koncu magični realist. Vse je, v bistvu je pa predvsem konstruktivist, v resnici je pa en tak homo univerzale, tako se sliši malo banalno, sicer pa nič, ampak njegova dela so Gesamtkunstwerk, tako na koncu, ko pogledaš, vidiš, da je težko loviti sekvence. Razstava zgleda preprosto narejena, ampak je v bistvu ogromen premisleka za njo, zato da sva uskušala kljub samo, da so to celostne umetnine, vse izpostaviti ene delčke, pa spet te delčke nazaj v celoto umestiti. No, ampak kljub samo ta družbena angažiranost pri njem je pomembna, se pravi, sega v globino, sega v notranjost, dejansko in metaforično, v razne mehanske, tehnološke sisteme, pa v človeške pojave, v človeka samega. Kot smo rekli, prav rentgenski kolaži to tudi simbolizirajo, zanimajo ga anomalije in bizarnosti sodobne družbe, človeška agresija, ekologija, telo. In kljub težkim temam, ki jih jemlje za motiv, se mi zdi, da hrepeni po neki lepoti, po iskanju univerzalnih, brezčasnih vrednot. Ampak hočem reči, da je v Jagodičevem delu izrazito prisotna ta družbeno angažirana tematika. Ja, se strinjam.
Jaz bi rekel, da za veliko umetnikov, ki jih poznamo iz svetovnega odra, je značilna ravno ta univerzalnost, ta neka temeljna humanost in humanističnost. Mogoče tudi ta heterogenost v smislu te neke ikonografije, lahko se lotevajo različnih tematik, ampak v osnovi je neka humanističnost, se čuti zadaj. Pri Stanetu Jagodiču opažamo ta nek lok interpretativni, ko pogledamo za nazaj, da na začetku je zelo igriv, izhaja iz tega, na čemer je bil kot mlad umetnik očitno fasciniran, ko je spoznaval in prebiral stvari o predhodnikih, umetnikih iz medvojnega obdobja, zlasti dadaistov in nadrealistov, in to, kar ste omenili prej, ta nek temeljni paradoks, ki je značilen za njegova dela, je tudi rezultat ne samo njegovega karakterja, njegove narave, ampak tudi precejšnjega ukvarjanja z tudi temeljnimi postulati teh obeh izjemno pomembnih medvojnih avantgard. Tako da v mnogih njegovih delih je to neko nasprotje, ta paradoks prisotno. Prisotno je recimo na začetku skozi neko res izjemno duhovitost, kasneje pa ta humor in duhovitost, naj si gre za neke kolaže, fotografije, montaže, risbe, karikature, počasi začne prežemati neka trpkost, postaja nekoliko pesimističen celo in ta lok lahko dalje sledimo vsaj v teh relativno preprostih fotokolažih do najnovejšega časa. Recimo, ko gledamo te fotokolaže iz zadnjih let, kjer se odziva na politična dogajanja in na vojne po svetu, tukaj ni več niti sledu po kakšni igrivosti, duhovitosti, ampak je samo obsodba tega, kar se dogaja. Bi se zelo strinjala, da je obsodba, v bistvu bi njegovim naslovom recimo Vukovar ali pa Vietnam, kaj je dal Čile, konci vojne, bi samo zamenjala naslove, naprimer, pa bi dal naprimer naslov, ne vem, Gaza. Pa bi bilo tako, kot da je narejeno zdajle to delo samo prenešeno nekam drugam. Konce tudi ta dela z njegovo z mrtvo ribo, vodo, z kapljo, črno kapljo in tako naprej, ta težava črpanja virov energije in tako naprej, obsodba dobesedno. Je pa to, kar je Dejan izpostavil res, da je postajal s časoma trpek, mogoče tudi zaradi tega, ker dejansko on ni imel priložnosti velike samostojne, pregledne, kaj šele, to ni retrospektivna razstava, bi si jo tudi zaslužil. Zaradi tega, ker če pogledamo njegovo biografijo, res je bil vabljen na preglede, tudi Moderno galerijo v sklopu grupe Juni in tako naprej. Ampak zanimivo je, da pač je kot samostojno razstavo do danes, imel je eno manjšo razstavo, imel v Jakopičevi galeriji pred leti, ampak tam so bili zgolj ti njegovi igrivi objekti, bil res zelo en mehen segment, ni bilo zasnovano na ta način, kot je tole. Je pa zanimivo, kot da so ga začeli nekako, da smo ga začeli nekako poskušali odkrivati, pred enimi 15 leti, ko je začel Foton, v bistvu ga je zelo z Mihatom Conerjem še, ko so začeli zelo njegove X-ray arte in to, pa Dejan, ko sta začela to izpostavljati. V končni fazi tudi jaz sem z njim nekaj razstav delala pred mestno galerijo. Potem se pa kar enkrat začel svet zanimati bolj za njega. Naprimer, na Bienalu Vice v lisice se je pojavilo njegovo delo. In pa zaradi naplastenih v Cukrarni, brezčasni umetnik film je nastal, zelo ta razstava. Se mi zdi, da vmes je on pač šel dejansko ta njegov občutek, da ni nek pesimizem je zavladal, ker nekako ni ob sistemu nekako je šel. Je pa res, da je kot umetnik on zelo zahteven v smislu, da ima svoje pričakovanja in je veliko dialoga treba, ampak na koncu je pa dober rezultat. Tako da mislim, da smo to dosegli. Drugače pa še glede referenca, Georg Gross pa John Heartfield, poleg njih, recimo futurizem je bil zelo pomemben, ker če gledamo Duchampa pa
ženska, ki se spušča po stopnicah, te sekvenčne zadeve, sekvence, ne, to, kar Dejan tudi, sekvenčna fotografija, ki se Dejan posveti v enem delu razstave in v knjigi, je pomembno to, da je recimo Slavolok življenja eno tako komplementarno delo, celostno delo, kjer se prav te sekvence pojavljajo, ta gib, kot pahljača, ki gre in kot to gibanje. On želi v vsako delo vnesti gibanje. To je tisto, ki je odprta. Pri njemu ne gre za formalne pa vsebinska vprašanja. Ja, to gibanje, zanimiva se mi zdi pa tudi časovnost pri njegovih slikah. Recimo prav pri rentgenskih kolažih, ki jih zanimivo tudi izpostavi kustos Miha Colner, on pravi tako, ne vem točno, kako je Jagodič pridobil te posnetke teles, ker niso njegovi osebni, so pa imeli na začetku še celo nekateri prisotna imena pacientov. Saj v tistem času zasebnost ni bila tak problem kot danes, ampak potem so pa te napisi počrnili in tako, se pravi, tudi na čas se odziva ta umetnost, je živa v tem smislu. Časovnost je v opusu in ustvarjanju Staneta Jagodiča prisotna na različne načine. En vidik je ta, ki ga omenjate, se pravi, določeni segmenti, določeni elementi del so se spremenili, so izginili. V tem primeru, ki ga omenjate, je to predvsem pomembno, ker smo danes seveda veliko bolj občutljivi na to zasebnost, kot so bili v 70-ih. Drugi vidik, ki je še veliko bolj zanimiv, je ta temporalnost v njegovem delu, ko gre iz fotografije dejansko v nek prostor, kjer tudi posname neke svoje akcije, kot on temu pravi, kjer je on sopotnik vseh tistih umetnikov, ki v tem času začnejo izvajati tako imenovano performativno umetnost, so neki happeningi, performansi. Njegovi prvi performansi nastajajo v istem času, kot nastajajo performansi umetnikov v Beogradu, tudi z Marino Abramovič, Nešo Peripovičem, ki je tudi eden velikih inovatorjev fotografije na področju Jugoslavije, mimogrede. No, tako da on potem te svoje performanse umešča, ustvari recimo izjemno zanimive partiture, bi rekel temu, na papirju, kako te sekvence potekajo. On sam postane veliki režiser teh svojih projektov, kar je pomembno izpostaviti tudi v nekaterih drugih segmentih. Pač treba je vedeti, da Stane Jagodič, čeprav je imel preko očima neko osnovno znanje, recimo tudi o fotografiji, je kasneje ravno zaradi svojega perfekcionizma, ne zato, ker on tega ne bi obvladal, on je sam veliko fotografiral. Recimo povedal mi je, da je bilo neko obdobje 3-4 let, ko je praktično ni šel iz stanovanja, brez da bi vzel zraven fotoaparat. In je porabil ne vem koliko filmov, on je ves čas je fotografiral. In tisto, kar mi vidimo, pa mislimo, da je to neka hiperprodukcija, je dejansko en mali segment tega, kar je on ustvaril. No, hočem reči, da je potem sodeloval tudi z nekaterimi znanimi slovenskimi fotografi, ki so mu pomagali pri realizaciji teh njegovih fotografij in pa kasneje tudi nekaterih performansov, ki so, hvala Bogu, potem na ta način dokumentirani. In je on v tem smislu pač režiser in nadzira tudi to časovno dimenzijo nastajanja, odvijanja njegovih del in je pri tem izjemen perfekcionist, kot je Barbara prej rekla, tudi pri sami razstavi ima svoje poglede in lahko si predstavljamo, kako je to izgledalo, ko je delal v timu z nekaterimi svojimi sodelavci, kjer je pač hotel verjetno, da je vsaka podrobnost točno takšna, kot si jo je on zamislil, ker drugače, kot imava zdaj vidva izkušnjo, je bil hitro ogenj v strehi lahko. Drugače z njim čisto v redu delati, da ne bo pomote. Hočem ilustrirati to, da je kot ustvarjalec tudi, si predstavljam, da je bil predvsej zahteven najprej do sebe in pa seveda tudi do drugih.
No, ampak uspeh grupe Junij pa lahko pripišemo prav njegovi fotografiji, ne? Mislim, lahko rečemo, da je uspeh grupe Junij nek večplasten fenomen. Najprej je treba vedeti, da ne vem kako, ampak v nekem obdobju je Stane Jagodič uspel, kljub temu, da ni govoril tujih jezikov, ne, je uspel privabiti ustvarjalce takega svetovnega formata, ne, kot so Kristo. Potem recimo na področju tega, čemu rečemo umetniška avtorska fotografija, Juan Fontcuberta. To so imena, ki danes bi muzeji se tepejo za njihova dela. Mimogrede pa imamo mi v zbirki grupe Junij v Mao dela obeh omenjenih, ne, ki so mogoče premalo, tudi je to premalo poudarjeno in izpostavljeno. Ne. Tako da, on je na gradu Podsreda mnogo let nazaj s Kristojem naredil razstavo. Ne. Tako mimogrede, pač res je bil zelo dobro povezan. Tako da ta uspeh grupe Junij je dobil neko svojo formalno, recimo, potrditev z veliko nagrado Grand Prix pariškega bienala fotografije leta 1988. Je pa seveda, mislim, presega moje dojemanje tega, ne, zakaj ta nagrada se ni potem, bom rekel, realizirala tudi v narekovajih na način, da bi razstava, s katero je kustos, takrat kurator te razstave, dr. Lev Menaše, z člani grupe Junij takrat uspel dobiti to nagrado v izjemni konkurenci. Treba je vedeti, da takrat je ta Mois de la Photo v Parizu bil poleg Arla tudi v Franciji, ne, največja fotografska prireditev. Žirija je bila sestavljena iz eminentnih poznavalcev. No, ne samo doma, ne, ampak tudi v tujini potem ta nagrada ni dobila pravega odziva in nekega nadaljevanja. Ne. Paradoksalno je, da ravno obratno, ne, doma je potem nekako ravno v tistem času grupa Junij že predtem praktično neha aktivno delati in tudi Stane Jagodič nekako ostane anonimni ustvarjalec na področju fotografije, ki ga praktično nikjer ni omenjen, ni naveden v največjem pregledu 150 let fotografije na slovenskem. Na fotografski sceni praktično ne obstaja. Ne. Recimo zanimivo, ne, da v 80 letih dobita Zmago Jeraj in Stane Jagodič, najprej eden, potem drugi, ne, nagrado Prešernovega sklada. Za Jeraja vemo, da je bil poleg nekaterih drugih, ne, res izjemno pomemben v nekem drugem kolektivu, ki je tudi bil zelo produktiven na področju fotografije. Ne. To je ta Mariborski krog. Ne. In tudi Zmago Jeraj, ne, kot Stane Jagodič, so takrat dobila nagrade Prešernovega sklada za svoje slikarstvo. Ne eden, ne drugi. Ne. Takrat nista dobila pač potrebnega priznanja za svoje delo na področju fotografije. Ne. Stane Jagodič je bil seveda še veliko bolj inovativen, eksperimentalen in tako naprej. Ne. Ampak o tem bi se dalo na dolgo in široko govoriti, se pravi o teh recimo statusnih vidikih njegovega dela. Ne. Barbara Sterle-Vurnik, ne glede na to, kakšne vrste umetnosti vse pa je Stane Jagodič ustvarjal, velja povedati, da je bil izjemen risar, grafik, slikar, ilustrator, karikaturist. Naprimer, že s prizori Skozjanskega, recimo ta drevesa z ostro zašiljenimi vejami, stare podirajoče se koče, kamen, les, trava, to vse uživi, ne, v neki izjemni ostrini, magični ekspresiji, kar spomni tudi na Franceta Miheliča recimo. In to so dela, ki jih je on ustvarjal že pri 20 in prej. Ne? Ja, Miheliča ste dobro ste ga omenili. Ja. Se tukaj se včasih pol pozabimo referirati na mnoge reference, ker jih ima Stane Jagodič res veliko. Vedno se referiramo na neke tuje avtorje, ampak pač ja, njegova največja referenca je bila pač to, kot sem že prej omenila, v bistvu in ga je formirala, formativno pomembna je bila njegova mladostna izkušnja, ki se v bistvu vleče ves čas. In čeprav on na koncu dela v bistvu res rečemo obsodbo človeštvu, v smislu obsoja norost človeštva zaradi potez, ki bodo človeštvo peljale v pogubo, dobesedno.
je v bistvu v svoji notranji naravi je v bistvu daleč proč od nekega brutalne osebe. V bistvu je zelo tak mehak in zelo romantičen, tak velik idealist v resnici. Tudi ko bereš njegove zapise o čričkih, o vonju trave, o maškarah, tudi o svoji mami, kako piše, kako razmišlja o svojem otroštvu in kako zna v bistvu kljub temu, da je živel zelo skromno in da je pač tudi sklikal to, kar je videl okrog sebe, kako v bistvu kljub temu je v bistvu hranil en blazno močen, zelo stabilen, ustvaril stabilno držo in zelo ponosnega umetnika, ki se ne pusti prepričati. Te njegova dela, te groteskno rast, to, kar pač v bistvu skoraj antropomorfno nariše vso to naravo in to, kar prenaša potem v svoje dela, kot so na primer pihanke, grafike, risba, to prenaša potem tudi v bistvu v končni fazi tudi v performance. Ker vsa ta svetloba, polna luna, o tem, o čemer piše v Orbis Artis, vse to pol udejanja v, na primer, predstavi za proslavo ob rojstvu Otona Župančiča, ne vem, če sem točno prav povedala, ampak ravno tam, kako se vzdiguje krogla iz tal, ki jo držijo plesavke, kako v bistvu v vseh performancih uporablja to svetlobo, pa tudi te rastre, ki so v bistvu lastni naravi in pogledu navzgor proti nebu, mimo smrek, na primer, kako to pač ohranja v urbanem življenju in urbanem svetu, v kakršen ga je prišel potem, ko je prišel študirati na akademijo. In zato je zelo pomembno, da smo umestili tisto njegovo delo Puntarji, ki ga sicer midva s kuratorjem nisva izbrala, ker nekako ne govori o njemu po eni strani, o njegovi v bistvu eksperimentalnih praksah, o konceptualnem razmišljanju, avantgardnem pogledu, tako naprej, sploh daje čisto eno drugo podobo po eni strani in po drugi strani pa je Stane takrat rekel, da je to njegova velika želja, da se to umesti, ker iz tukaj je on izšel in na to je ponosen. In v resnici potem, ko so premislila, samo dala res eno pomembno mesto temu delu, ker konec koncev iz tukaj izhaja in kot je sam danes tudi rekel, on je po duši puntar. In tako ostaja tudi v svojih čez 80 letih. Kondicija njegova je pa zelo dobra, kot je sam povedal. Vsak dan prekolesari od doma do Mosteca in nazaj, naredi ob smrekah, ob drevesu 100 sklec z rokami, če sem si prav zapomnila, in vzdržuje kondicijo. Po galeriji je ves čas tekel po stopnicah in nas prehiteval po levi in desni, tako da verjetno je pa tudi za ta njegov uspeh zaslužena tudi celotna družina, ki ga zelo podpira, od njegove žene do otrok. Konec koncev je razstavo oblikoval Jan Jagodič, njegov sin, v okviru njegovega studia Kabinet 01. In mislim, da je vsa družina dihala z njim, zato da je on ustvaril to in pustil kulturi to, kar nam zapušča, oziroma s čimer se nekako želimo zgodoviniti in umestiti njegovo delo na neko ustrezno mesto. Pa lahko s to mislijo, ker sklenemo tale pogovor. Hvala obema, Barbara Sterle-Vurnik in Dejan Sluga, kustosa pregledne razstave Stane Jagodič, Nemirno oko, ki je na ogled v Mestni galeriji Ljubljana. Hvala vam. Hvala, nasvidenje.